gledalke in gledalci. Danes je svetovni dan boja proti AIDS-u. Zato je to tudi tema današnje okrogle mize, ki jo bo vodila kar 2 voditelja. V studio so povabila nekaj strokovnjakov na tem področju in ljudi, ki so okuženi z virusom HIV in so pripravljeni spregovoriti o svoji bolezni. Kot vidite, vsi nosimo rdeče pentlje. Rdeča pentlja je simbol boja proti AIDS-u. Kdor jo nosi, sporoča, da je osveščen, da se zna zaščititi in da ima razumevanje do tistih, ki so bolni. Z nami sta 3 zdravnici, 1 terapeutka, 3 bolniki ter 3 znanstveniki. A bi kaj zastavljala vprašanje vam, sta zdravnica? Vedno beseda AIDS zastavlja začetnice angliških besed. Lahko to podrobno razložite? Seveda. Akvaren ali pridobljen pomeni, da gre za nekaj, kar lahko dobiš, s čimer se lahko okužiš. Deficiency ali pomanjkljivost pomeni, da je neko okvarjeno oziroma da ne deluje pravilno. Imuno ali imunski pa da gre za okvaro obrambnega sistema. Sindrom ali sindrom pomeni, da ne gre samo za eno obolenje ali bolezen, temveč za skupek bolezenskih znakov oziroma bolezni. Kaj pa je virus? Virus je čisto majcena živa stvar, ki jo lahko vidimo le z elektronnim mikroskopom. Virus raste le v živih celicah. Naše telo je sestavljeno iz milijard živih celic, veliko vrst jih je in opravljajo različna dela. Zunanjost celice tvori membrana, je kot celična koža. V notranjosti je celična tekočina in kot običajno tudi najpomembnejše jedro, ki je kot majhen računalnik in naročuje celici, kaj mora narediti. Kako deluje naš imunski sistem oziroma kaj se zgodi, ko virus prije v naše telo? Ko virus vstopi v naše telo, ga prestrežejo celice. Krožijo po naši krvi in hranimo celice, pomagalke. Ko zadenejo virus, oženejo imunski sistem in sprožijo izdelavo protiteles. Protitelesa nato ustavijo viruse, ki nas napadajo. Naprimer, ko se okužimo z virusom gripe, ta povzroči v nas slabo počutje. In za nekaj časa zbolimo. Boli nas grlo, imamo vročino, ko pa naš imunski sistem obvlada viruse, se nam počutje izboljša. Hvala. Treba bi zdravnica, ki zdravi bolnike, ki so zboleli za AIDS-om, zastavi nekaj vprašanj. Kako se ne moramo okužiti oziroma dobiti virusa HIV? Ne okužimo se z uporabljenim jedilnim priborom in skodelico, z objemanjem, poljubljanjem na stranišču in če se držimo za roke. Kako se pa virus prenaša s človeka na človeka? Z človeka na človeka se prenaša z krvjo in spolnimi odnosi. Tudi če je mati noseča in ima virus HIV, se otrok rodi z virusom HIV. Kako se pa lahko zaščitimo? Odrasli se lahko zaščitijo z hormoni, narkomani pa lahko injekcijo uporabijo samo enkrat. Potem pa bi vprašal gospod terapeutko, zakaj se nekateri ljudje niso zaščitili? Ljudje se niso zaščitili zato, ker se niso znali ali niso vedeli, da so okuženi z virusom HIV. Zdaj pa bom za nekaj časa predal besedo mojemu sovoditelju. V studijo sem povabil 3 bolnike, ki so okuženi z virusom HIV in so pripravljeni o tem nekaj spregovoriti. Najprej bi prosil, da mi poveste vašo zgodbo. Z virusom HIV sem okužen leta 1986. Takrat še slišal nisem o tem virusu. Virus HIV je bil v primerjavi z drugimi virusi nov virus. Čeprav sedaj je že veliko slišal o tem virusu, leta 1986 ni bilo tako. Kako se počutite, ker ste okuženi z virusom? Počutim se slabo. Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, da ste okuženi? Ko sem izvedel, da sem okužen, je bilo zelo strah. Kako pa so sprejeli novice vaši bližnji? Nekateri so se mi nekaj časa izogibali, nekateri so mi porodili tako še. Zdaj pa bi prosil našo naslednjo gostjo, da mi odgovorili na nekaj vprašanj. Kako pa ste se vi okužili? V bolnišnici sem med operacijo potrebovala krviokrep. V krvi, ki sem jo dobila, je bil virus HIV. Ko so zdravniki ugotovili, da se virus prenaša na ta način, so razvili postopke, s katerimi so prepričali, da v krvi, ki jo
večina drugih bolezni. Ali vam je bila v začetnih fazah omogočena tudi strokovna pomoč, v smislu tolarke, pogovora? Da, strokovna pomoč je bila tako omogočena. Hvala za odgovore. Tudi vi ste eden od mnogih okuženih. Kaj nam lahko poveste? Tudi jaz že slišal virusu HIV in vedel sem, kako se lahko zaščitim, vendar sem mislil, da se meni kaj takega ne more zgoditi. Motil sem se. Zdaj sem okužen z virusom HIV. Vedeti za virus HIV in za načine zaščite ni dovolj. Ali se vam je življenje zelo spremenilo? Seveda. Ali se vas kdo od prijateljev ali znancev izogiba poteka izbitev za vašo pravico? Tudi to se. Kakšno sporočilo pa bi posredovali publiki? Moraš se zaščititi. Hvala za odgovore. Besedo pa predajam mojemu sovoditelju. Še zadnje vprašanje za vas, gospa Teresa. Ali ste videli, da je okužen z virusom HIV? Ne, to ste ne videli odozorno. Hvala. Eno vprašanje za vas, gospa Teresa. Ali dobimo kaj sta vključeno v virus HIV? Težko natančno povedati, kaj se bo zgodilo s tistim, ki je okužen z virusom HIV, saj ta različno vpliva na ljudi. Biti okužen z virusom HIV ni enako kot imeti bolezen AIDS. Veliko ljudi okuženih z virusom HIV živi zdravo in normalno življenje, nekateri pa se okužijo z boleznimi znani za bolezen AIDS in so zelo prizadeti. Hvala. Zdaj imam nekaj vprašanj za gospod Teresa. Kako pa lahko pomagamo tako bolnikom ljudem, ki so zboleli za AIDS-om? Trenutno ni zdravil proti virusom HIV in AIDS-om. Veliko ljudi, ki ima to bolezen, je tudi zelo prizadeti. Vsak izmed nas lahko prepreči širjenje tega virusa. Z razumevajočim odnosom do okuženih jim omogočamo normalno življenje in se skupaj borimo proti tej bolezni. In kakšen način pa vi pomagate takim bolnikom? Če nekdo ugotovi, da je okužen z virusom HIV ali ga skrbi, da je okužen, mu je pogovor o tem lahko velika pomoč. Tam, kjer je okuženih in bolnih več, se zadržujejo v skupinah za samopomoč. Prijateljstvo se podpirajo, saj razumejo, kako je, če si okužen z virusom HIV. Če nekdo lahko zanika svoje strahove in skrbi, je tudi manj osamljen. Najlepša hvala. Pa bi kar zdaj vprašanje vam, gospa znanstvenica. Ali pomembno otroku pojasniti, kako se okužimo z virusom HIV? Seveda. Ali poznate kakšen primer? Da, fantek na neki šoli je okužen z virusom HIV. Ko so starši nekaterih sošolcev izvedeli za to, so svojim otrokom pripovedali, da se z njimi igrajo in se ga dotikajo. Razrednik je sklical roditeljski sestanek. Povabil je zdravnika, ki zdravi bolnice z AIDS-om. Zdravnik je razložil, da jih fantek ne more okužiti, če se jih samo dotika in se igrajo z njim. Okužili bi se lahko samo, če bi prišli v stik s fantkovo krvjo. To pa je v vsakodnevnih stikih in igrah zelo malo boleti. Sedaj, ko starši razumejo načine prenašanja virusa, se pomirimo. Hvala. Gospod znanstvenik, ali nam lahko predstavite nekaj podatkov o tej bolezni? AIDS je ena najbolj smrtonosnih epidemij današnjega časa. Minilo je 30 let od prvih znanih okuženih v svetu in 25 let od prvih znanih okuženih pri nas. Do sedaj je umrlo že približno 30 milijonov ljudi. Vsak dan zaradi AIDS-a umre 5000 ljudi. Z virusom HIV se okužili približno 7200 ljudi v enem dnevu. Leta 2005 je umrlo največ ljudi zaradi AIDS-a 2,2 milijona. Leta 2009 je bilo 33,3 milijona ljudi okuženih z virusom HIV, od tega 68% v podsaharski Afriki. Za konec bi gospod znanstvenik postavil nekaj vprašanj. Kako je možno ustaviti širjenje virusa HIV? Najbolje bi bilo, če bi nam uspelo zdelati cepiva, ki bi nas ščitilo pred virusom HIV.
Cepivo je snov, ki imunski sistem pripravi na določeno vrsto virusa in prepreči, da zbolimo za določeno virusno boleznijo. Če nas virus napade, izkuša prodreti v naše telo, v kateri te imunskega sistema prepoznajo in uničijo. Cepivo vbrizgamo v telo kot injekcijo. Kakšni so rezultati raziskav s področja zdravljenja te bolezni? Preizkusili smo že veliko različnih zdravil, nekatere so bile učinkovitejše od drugih, vendar nobenemu ni uspelo zatreti virusa ali preprečiti, da bi okvaril naš imunski sistem. Glede na to, da za razvoj zdravil potrebujemo veliko časa, kaj predlagate mladim, da se kar najbolje zaščititi pred 21. stoletja? Vsi se moramo zavedati nevarnosti okužbe z virusom HIV. Poznati moramo poti prenosa in vedeti, kako se lahko pred njim zaščitimo. To znanje moramo uporabiti v vsakdanjem življenju in s tem zaščititi sebe in druge. Vse zdravstvene organizacije po svetu se vsak na svoj način borijo proti širjenju virusa HIV in za zajezitev AIDS-a. Letos so si za cilj zadali razumevanje najbolj ogroženih skupin in skrb za preventivo. Tako smo naše oddaje pripeljali do konca. Zahvaljujem se vsem današnjim gostom, mojim sovoditelju in gostom